Pred kratkim je pri znanstveni založbi Filozofske fakultete izšla knjiga Prehod v odraslost, sodobni trendi in raziskave, ki sta jo uredili profesorici Maja Zupančič in Melita Puklik-Leopušček. Gospa profesor, bi nam lahko, prosim, na kratko predstavili vsebino knjige in avtorje, ki so prispevali svoje članke? Ja, knjiga Prehod v odraslost zajema razvojno obdobje med mladostništvom in odraslostjo. In sicer gre za neko vmesno obdobje med najstniškimi leti in pa prehodom v odraslost, ko mladi niso še dosegli vseh meril odraslosti. Nekatera so, nekatera niso in mi pač raziskujemo, kako je z njihovim življenjem v tem obdobju. V bistvu gre za obdobje podaljšanega psihosocialnega dozorevanja in vse to nas zanima v tej knjigi. In sicer knjiga je nastala v sodelovanju s kolegi, s katerimi raziskujemo v okviru raziskovalnega programa Uporabna razvojna psihologija, ki ga vodi tudi sourednica te knjige, profesorica doktorica Maja Zupančič. Avtori, ki tudi sodelujejo v tem raziskovalnem programu, so dr. Luka Komidar, doktorica Tina Kavčič in Mojca Poredoš. K sodelovanju smo pa tudi privabili dva kolega, s katerima že dolgo sodelujemo v bilateralnih projektih. To sta dr. Ulrike Sirš z Univerze na Dunaju in pa dr. Chris Bjornsen z Univerze Longwood v ZDA. Če na kratko predstavim vsebino knjige, v knjigi predstavljamo recimo razvojne značilnosti tega obdobja, kako mladi vstopajo v te različne odrasle socialne vloge, kdaj se to zgodi. Predstavljamo recimo teorijo Jeffreya Jensena Arnetta, ki je opredelil to obdobje in tudi kritiko te teorije. Predstavljamo, kakšen odnos imajo mladi s svojimi starši v tem obdobju, kako se psihološko osamosvajajo od primarne družine. Predstavljamo, kako se finančno osamosvajajo, kakšen je razvoj osebnosti v tem obdobju, naše raziskovalno delo na področju merjenja, recimo osamosvajanja. Chris Bjornsen pa je prispeval tudi zelo zanimivo poglavje o vplivu družbenih medijev na mlade. Hvala. Ker vemo, da je leta 2011 išla še tale knjiga Študenti na prehodu v odraslost, ki ste jo tudi uredili z profesor dr. Maja Zupančič, me zanima, zakaj ste se ponovno odločili za precej podobno tematiko? Je v tem času prišlo do kakšne nadgradnje, morda raziskovalnih izsledkov ali kako ste razširili svoje področje delovanja? Ja. S profesorico Zupančičevo sodelujeva na tem področju raziskovanja že približno 2 desetletji in ves čas smo se trudili, da bi na eni strani raziskovali specifične značilnosti mladih v tem obdobju v Sloveniji, na drugi strani pa primerjali značilnosti mladih v Sloveniji tudi značilnostmi mladih drugod po Evropi in tudi po svetu. Želeli smo tudi pritegniti čim več drugih kolegov iz drugih držav, kulturnih okolij, ki bi sodelovali v raziskavah. Tako da recimo v prvi knjigi Študenti na prehodu v odraslost prikazujemo prve primerjalne študije, izsledke teh študij v Avstriji, Sloveniji in ZDA. Predstavljamo razvojne značilnosti tega prehoda v odraslost, naše delo na področju psihološkega osamosvajanja mladih, kako mladi vstopajo recimo v romantične odnose, kakšna je kvaliteta teh odnosov, kakšna so njihova pričakovanja do njihove bodoče kariere. V knjigi Prehod v odraslost, ki je pravkar izšla, pa še širimo ta področja in sicer vključujemo na primer finančno socializacijo, vključujemo družbena omrežja, odnos mladih do izobraževanja, prav tako še bolj poglobljeno predstavljamo analize stanja mladih v Sloveniji in po svetu na teh področjih. Vključujemo pa tudi naše delo na različnih vzorcih in sicer ti vzorci niso samo
vključevali študentov, kot recimo v prejšnji monografiji, ampak tudi mlade, ki že delajo in so tudi nekoliko starejši. In zdaj imamo tudi dva avtorja, ki sta naša kolega in prihajata iz tujih univerz. Komu pa je knjiga namenjena? Bi rekli, da morda samo psihologom ali morda tudi pedagogom, socialnim delavcem, strokovni javnosti, morda celo mladim samim, da najdejo kakšno zanimivost noter, si kaj razjasnijo, kar jim ni morda čisto prezentno. Ja, točno tako. Knjiga je namenjena seveda v prvi meri psihologom, potem seveda tudi pedagogom, ostalim strokovnim delavcem in raziskovalcem, seveda, ki se ukvarjajo s tem področjem mladih v 20-30 letih posameznikovega življenja. Mislim, da bodo tudi mladi se prepoznali v določenih značilnostih, vsebinah, ki so predstavljene v knjigah, tako da mislim, da bo tudi zanje to zelo zanimiva literatura. Hvala lepa za pogovor. Hvala tudi vam.